Globine. V živo z duhovnikom. Dober večer, spoštovani poslušalci. Pred nami je nocoj mozaična oddaja z nekaj zanimivimi odlomki preteklih globin. Z njimi bomo skušali v širokem loku osvetliti četrtkov praznik Marijinega vnebovzetja in tako bo najprej o koreninah zaupanja preko Marijinega zgleda spregovoril župnik v Šentjurju pri Celju Mitja Markovič. Nato bomo slišali nekaj besed o sprejemanju in sprejetosti. Na Marijin rojstni dan smo pred 4 leti na to temo gostili župnika iz Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec Simona Potnika. Ker je Sveto pismo naš prvi vir učenja in spoznavanja vsega, kar je Bog storil po Mariji, se bomo vprašali, kako brati Sveto pismo med počitnicami. Zadnja etapa pa nas bo pripeljala pred vprašanje o naši končni domovini. Marija je bila v nebo vzeta. Kaj pa bo z nami? Kdo bo prišel v nebesa in kaj pravzaprav razumemo pod to besedo? Lepo vabljeni k spremljanju mozaične oddaje Globine. Globine. Pred četrtkovim praznikom Marijinega vnebovzetja, velikim šmarnom, razmišljamo o Mariji, ki je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. Rojena je bila brez madeža izvirnega greha. Kako je bilo torej z njenimi dvomi, iskanji, strahom, stopanjem v neznano, vse to je tako dobro znano nam, navadnim ljudem, se je Marija s tem sploh srečala? Župnik Mitja Markovič je pred 4 leti v Globinah takole razmišljal. Meni je pri Mariji najbolj blizu, najbolj me nagovarja, najbolj me vzpodbuja tisto, kar je Marija iz sprejetega naredila. Ne, ker to, kar jaz dobim, Marija je dobila ta dar, ne, da je bila obvarovana madeža izvirnega greha in še nešteto drugih milosti je bila deležna, tako kot sem jih tudi jaz in vsak človek. Ne. Ampak saj vemo, ne, večji darovi, večji talenti, to ni, da bi se človek s tem hvalil, ker komur se je več dalo, od tega se bo še več zahtevalo. Ne. In tudi oni, ko so prišli s tistimi talenti, gospodar ni šel preštevati, ne. Vprašanje je bilo, kaj so oni s tistim naredili. Ne. In meni se zdi pri Mariji najbolj, pravim, nagovorno ravno to, kaj fenomenalnega, kaj velikega je ona s temi prejetimi darovi naredila. Ne, in kar se tiče teh vprašanj in dvomov, sej večja milost ne razblini teh vprašanj in dvomov. In jaz sem prepričan, da si je Marija, jaz mislim, da se je Marija zelo, zelo ukvarjala z številnimi na las podobnimi problemi, kot jih imam jaz, ali pa verjetno še veliko bolj na las podobnimi problemi, kot jih ima, ne vem, mamica, ne, se ne nazadnje, ali pa žena, ne, sej to je bila ona, ne, bila je vzgojiteljica svojemu sinu, ne, pa to je še bil, po mojem je bil še precej večji stres, kot ga ima povprečna mama ali pa ata, ne, ker ona je vedela, da vzgaja Božjega sina, ne. Jaz mislim, da je še večja teža bila in še več vprašanj in še več dvomov in še več iskanj, kot jih ima povprečen med nami, ne. Hočem reči to, meni se zdi zelo dragoceno Marijo gledati v njeni človeškosti. Mislim, vse je fajn, ne, Marija brezmadežna, častimo jo, blagorujemo jo, se je nenazadnje sama rekla, ne, da jo bojo blagorovali vsi rodovi, ker je Bog izkazal to milost, ne. Ampak meni se zdi super ne spregledati te Marijine človeškosti, ker če Marijo mi preveč postavimo v oblake, jo odmaknemo od sebe, od svojega življenja, ne. Ampak Marija je človek, Marija je ena od nas, Marija je enaka kot sem jaz, ne. Ja, to dodatno milost je še imela, ne, da pač ni imela izvirnega greha, ampak v vsem drugem iskanju in življenjskih bojih pa je bila taka kot mi, ne. Meni se zdi tudi recimo to v pastorali zelo pomemben poudarek, ne. Pa zdaj, da ne bo kdo mislil, ne, jaz častim Marijo
In da ne bi kdo mislil, da zdaj hočem koga pohujšati, samo z enega tretjega zornega kota pogledati na to. Ena od takih zanimivosti, en od projektov, recimo, v katerega veliko vlagamo v naši župniji, so šmarnice. Tako prav načrtno, že nekaj let se s tem ukvarjamo. Jih imate kar 2-krat letno? Imamo jih 2-krat letno, tako se pravi oktober, ker je Marijin mesec, pa potem maj, ne. Tako na začetku veroučnega in šolskega leta, ne, tak puš na začetku in potem na koncu tako ena hvaležnost tam, ko gre proti koncu. Zdaj seveda ni vedno Marija tema, je pa bila že 2-krat, 3-krat smo imeli za temo Marijo, ampak ker seveda šmarnice, se ne pridejo samo otroci, pridejo tudi starši in starejši, ampak vendarle ne, želimo približati tudi mlajšim. In smo nekajkrat že probali pokukati v tisti del Marije, v kateri se ponavadi ne ustavimo, in smo jo poslali recimo v šolo, ne. Verjetno je bila v tempeljski šoli celo, ne, in smo jo poslali tam na eno zabavo, kjer sta se prvič opazila z Jožefom in potem sta tako malo sanjala vsak na svoji strani, ker Jožef je bil že v svoji delavnici, ona pa v šoli, in kako je Jožef načrtoval, da bo šel nekam na montažo, da se bo nekje srečal z Marijo. Skratka, zdi se mi zelo pomembno, no, Marijo videti, hočem reči, tudi v tej človeškosti, ne. Ko smo izbrala ravno za temo zaupanje, ne, ja, to je ena od razsežnosti, je, ne, zaupanje Bogu, ne. Marija je gotovo predano zaupala Bogu, ne, ampak Marija je ostalo tudi grajenje vseh tistih področij zaupanja, ki ostane vsem nam. Ona je bila žena, in nenazadnje ta prizor z Jožefom, ta težava, ne, to je bila ena velika razpoka v njunem medsebojnem zaupanju, in to je bilo treba razrešiti, zgladiti, popraviti, tako kot to morata narediti vsak mož in žena, ne. Zelo človeško